V letošnjem letu imamo najnovejše podatke Svetovne zdravstvene organizacije z meseca aprila, in sicer ocenjujemo, da je v svetu vsaj 240 milijonov ljudi kronično okuženih z virusom hepatitisa B in vsaj 48 milijonov ljudi okuženih z virusom hepatitisa C. Glede na to, da imamo dobra orožja in orodja za preprečevanje in zdravljenje teh okužb, so pa vendarle podatki zastrašujoči, kajti ugotovili so, da je od teh 240 milijonov okuženih z virusom hepatitisa B odkritih le približno četrtino okuženih in da so samo 4% le-teh zdravljeni. Glede C hepatitisa so malenkost boljši podatki, približno dobro tretjino je odkritih okuženih in približno 20% je zdravljenih. Še vedno se namreč vsak dan v svetu okuži z enim ali drugim virusom okrog 5000 ljudi, se pravi letna incidenca za en in drugi virus je malo manj kot 1 milijon ljudi in žal še vedno 1,3 milijona ljudi letno podleže okužbi z virusom hepatitisa B in C. Torej podatki so nezavidljivi. Zakaj toliko govorimo o bremenu virusnih hepatitisov in najbrž se res premalo zavedamo, da gre za življenje ogrožajoči bolezni oziroma okužbi, namreč tako okužba z virusom hepatitisa B in C kronično in po vrsto letih neukrepanja vodita do odpovedi delovanja jeter, predvsem pa do raka. In menim, da povezave rak in hepatitis B in C premalo omenjamo v našem vsakdanjem življenju, pravzaprav se premalo v tej luči bojimo teh bolezni. Sodobna medicinska znanost namreč teži k doseganju dolgoživosti, se pravi preprečevanju kroničnih bolezni, preprečevanju raka. Zdaj imamo pa tukaj dva dokazana karcinogena, in sicer virus hepatitisa B in virus hepatitisa C. In dejansko človek lahko veliko sam naredi pri preprečevanju rakavih bolezni in o tem govori Evropski kodeks za boj proti raku, ki ga vsake toliko let objavi Mednarodna agencija za raziskave raka pri Svetovni zdravstveni organizaciji, in obnovljen kodeks je tokrat izšel koncem lanskega leta. Tudi Slovenci smo sodelovali prav pri preprečevanju raka jeter skupaj s kolegi iz Švice, in sicer ta kodeks pravi, izogibajte se kajenju, kajti kajenje povzroča raka na jetrih, raka na pljučih. Izogibajte se debelosti, jejte zdravo, imejte zdrav način prehrane, izogibajte se soncu, da ne boste dobili raka na koži. In dejansko ta kodeks spodbuja ljudi, naj se cepijo proti hepatitisu B. Prvič v zgodovini tega kodeksa pa je tudi zabeleženo, naj se ljudi testirajo na okužbi z virusom hepatitisa B in C in v primeru pozitivnega rezultata takoj obiščejo zdravnika. To je pravzaprav nasvetnik ljudem, kako sami ukrepajo, kajti kljub temu, da imamo cepivo, da imamo zdravila, dejansko zdravstveni sistemi po svetu ne omogočajo enostavnega dostopa do testiranja niti do zdravljenja obeh vrst hepatitisa. Torej, odločevalci zdravstvene politike v mnogih državah so zatajili in dejansko zaradi tega strategija eliminacije virusnega hepatitisa do 2030, ki jo je napovedala Svetovna zdravstvena organizacija, sigurno ne bo dosežena. Pri hepatitisu B smo imeli dolgo sušno obdobje, vrsto let, ko nismo imeli nobenih novih zdravil, čeprav so študije potekale, namreč za danes uporabljenimi zdravili, to so v glavnem nukleozidni in nukleotidni analogi v našem geografskem prostoru, dosežemo tako imenovano delno ozdravitev, to se pravi, izgubimo viremijo, iz krvi se odstrani virusna DNK, še vedno pa pri veliki večini ostane plašni antigen virusa, HBs antigen. Torej, s tem seveda, ko bolnike nadzorujemo in jih zdravimo, lahko močno zmanjšamo tveganje za nastanek raka, vendar pa ga ne moremo izničiti. Želeli bi si funkcionalne ozdravitve, se pravi tudi izgubo tega plaščnega antigena iz krvi. In letos prvič, maja meseca na Evropskem kongresu o boleznih jetrih,
je bilo predstavljena tudi tretja faza kliničnih raziskav novega zdravila za zdravljenje hepatitisa B, bepirovirsen. To je zdravilo, ki je antisens, se pravi protismerni oligonukleotid, ki zmanjša pomnoževanje virusa hepatitisa B s tem, da zavira mRNA in s tem seveda omogoči lastnemu imunskemu sistemu boljši nadzor nad virusom hepatitisa B. In prvič so bili predstavljeni rezultati študij tretje faze, ki so pokazali, da pri 20 do 26% bolnikov, ki so bili zdravljeni, lahko dosežemo to funkcionalno ozdravitev. Se pravi, dejansko 6 mesecev po prenehanju vsega zdravljenja ni bilo ne plačnega antigena, ne virusne DNK v krvi zaznati, to je pa po definiciji že dosega funkcionalne ozdravitve. Seveda je potrebno zdaj daljše opazovanje, vendar sta obe zdravili že dosegli predlog pri Evropski agenciji za zdravila, ravno tako tudi pri ameriški, da bi šli v postopek potrditve. Torej obetamo si, da bi mogoče prihodnje leto ta zdravila že lahko imeli tudi pri nas. Cepljenje proti hepatitisu B je sploh prvo cepljenje proti rakavi bolezni v zgodovini medicine. V Sloveniji je bilo vpeljano v nacionalni program cepljenja, obveznega cepljenja otrok, vseh tistih rojenih po letu 1992. Sprva je bilo vpeljano v starost 5 do 6 let, se pravi pred vstopom v 9-letko, in z leti se je precepljenost teh otrok oziroma generacije otrok izrazito zniževala, tako da smo v šolskem letu 23-24 beležili precepljenost samo 70%, kar pomeni, da obstajajo generacije otrok, ki bi morali biti cepljeni, pa niso bili cepljeni. No, na srečo smo leta 2021 prestavili obdobje cepljenja v starost 3 mesecev, ko se cepijo otroci tudi proti drugim nalezljivim boleznim, davici, tetanus, oslovski kašelj in tako dalje. In to 6-valentno cepivo pravzaprav se je pa izkazalo za bistveno boljše glede precepljenosti proti hepatitisu B, saj smo recimo leta 2024 beležili kar 90% precepljenost. Torej močno upamo, da bo zdaj precepljenost od naših otrok boljša. Ob tem pa seveda je treba poudariti, da pri ljudje rojeni pred letom 1992 pa ne sodijo v ta obvezni program cepljenja, zato vsem seveda svetujemo, naj se cepijo proti hepatitisu B. No, hepatitis C je pa bolezen, ki je ozdravljiva. To povem z velikim veseljem, saj gre za zdravljenje prve virusne kronične okužbe, ki je res učinkovito in je tudi zaenkrat to edina virusna okužba, ki je zdravili ozdravljiva. Zelo je pa pomembno seveda, da to zdravljenje uvedemo dovolj zgodaj po okužbi, še preden v jetrih nastopijo končne posledice, nepopravljive posledice, kajti okužba z virusom hepatitisa C povzroči vnetje jeter, ki preko let lahko privede do napredovale bolezni, do ciroze in do odpovedi delovanja jeter, predvsem pa seveda tudi do raka na jetrih. Zato je zelo pomembno seveda, da vsakdo pri sebi pomisli, ali obstaja kakršnakoli možnost, da bi se lahko kadarkoli tekom življenja okužil z virusom hepatitisa C. Okužba poteka preko krvi, najpogosteje preko neposrednega vnosa, torej če povem kar za splošno populacijo, če kdorkoli prejel transfuzijo krvi ali krvnih pripravkov pred letom 1993, vsakemu takemu svetujemo, naj se čim prej testira. Če kdorkoli ima opravljen na neprofesionalen način tetovažo, piercing ali neprofesionalno akupunkturo, recimo, absolutno svetujemo to testiranje. Seveda ga svetujemo tudi vsem, ki so kadarkoli si inicirali ali njuhali droge in pri tem menjavali pribor, kajti tudi pri tem obstaja tveganje za okužbo. Tudi souporaba osebnega pribora
recimo zobnih četk ali manikirnega pribora ali brivskega pribora znotraj družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, če je kdo okužen, seveda lahko pomeni tveganje za okužbo in pa ne nazadnje, okužba se lahko prenaša tudi z spolnim odnosom, še posebej med moškimi, ki imajo odnose z moškimi, lahko se pa prenaša tudi z okužene matere na plod oziroma novorojenca. Torej, če obstaja kakršnokoli tveganje za tovrstno okužbo, potem svetujemo, da se oseba čim prej testira na okužbo z virusom hepatitisa C. Vsako leto in tudi letos ob Svetovnem dnevu hepatitisa pripravljamo akcijo anonimnega, brezplačnega testiranja na infekcijski kliniki v Ljubljani, in sicer na Poljanskem nasipu 58. Letos bo to potekalo 27. in 28. julija med 12. in 18. uro. Testira se lahko kdorkoli, tudi če se ne spomni kakšnega takega dogodka, ki bi bilo lahko tveganje, ampak vendarle ga skrbi, da bi lahko bil okužen, torej vsi povabljeni na to testiranje. Sicer se pa tekom leta lahko opravi testiranje na okužbi z virusom hepatitisa C, pa tudi B seveda, vsak ponedeljek med 12. in 14:30 uro, tudi na istem mestu na infekcijski kliniki na Poljanskem nasipu 58, tudi to je anonimno, brezplačno, tudi brez napotnice izbranega osebnega zdravnika. Testiranja pa seveda potekajo tudi pri najrazličnejših specialistih v slovenskem javnozdravstvenem prostoru, poleg tega pa tudi za osebe, ki si inicirajo droge v mreži centrov za preprečevanje zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog. Za moške, ki imajo odnose z moškimi, pa poteka testiranje tudi v skupnosti, in sicer nevladna organizacija Legebitra organizira taka testiranja izven zdravstvenega sistema. Z velikim veseljem povem, da je bila aprila letos potrjena nova strategija za preprečevanje in obvladovanje okužbe z virusom HIV, z virusoma hepatitisa B in C in spolno prenosljive okužbe. To je strategija za obdobje med leti 2026 in 2035. Ta strategija dejansko zajema nove pristope k izboljšanju tako preprečevanja kot tudi obvladovanja vseh teh okužb, zelo upošteva mnenja stroke in priporočila stroke, in prav glede hepatitisov B in C se pravi spodbuja k testiranju, čim večjemu testiranju na te okužbe, vključuje tudi na primer novo mobilno enoto, ki jo pričakujemo na infekcijski kliniki koncem leta 2026, ki bo seveda omogočala dostopnost do najbolj vulnerabilnih in marginaliziranih skupin v Sloveniji. Poleg tega spodbuja seveda tudi k cepljenju, tudi ostalih, ne samo obveznega nacionalnega programa cepljenja, in pa seveda spodbuja k čimprejšnjemu obisku zdravnika v primeru pozitivnega izvida in omogoča pravzaprav kar najboljšo obravnavo v zdravstvenem sistemu.